Spoštovane dame in gospodje, lep pozdrav. Sem Mihael Toš, gostim vas na Ptuju v mestu Sonca. Za zaključek leta 2021, ko Slovenija obeležuje 30 let obstoja, vam povem v kratkem videu nekaj zelo bistvenih podatkov o Ptuju in širše o Sloveniji. Na Ptuju smo letos za obeležitev 30. obletnice Slovenije pričeli projekt Deo Soli. Projekt Deo Soli je tematiziranje Mitrejev, rimskih templjev, boga sonca Mitre, ki so dejansko zelo pomembni v našem in tudi globalnem kulturnem prostoru. Ne samo kulturnem, znanstvenem, tudi turističnem. V bistvu ti templji sonca dokazujejo zelo veliko, kako bi jo poimenovali, da bi dejansko res splošno dojeli. Ne samo strateško lego Slovenije, ampak tudi arheoastronomsko. Zakaj se ti templji nahajajo tukaj? Zakaj so ti templji tukaj tako dobro ohranjeni? In kaj dejansko je mesto, ki leži okrog njih, se pravi Ptuj? Večletna, več kot 15-letna analiza tega mesta, vseh kulturnih, arhitektonskih, zgodovinskih ter arheoloških elementov je pokazala, da je v bistvu Ptuj mesto, ki je zasnovano in tudi zgrajeno kot en ogromen tempelj. To bomo v projektu iPtuj podrobno prikazali v naslednjem letu, sedaj pa je bistveno, da to povem, kajti sem človek, ki zelo rad projekte gradim sistematično in zelo rad gradim na način, da dejansko zaobjamejo široko množico, ne da so potem nekako ekskluzivistični, vezani samo na en krog in dostopni ter razumljivi samo tistim, ki so dejansko v materijo poglobljeni. Ne, kar je kulturnega, je splošnega, locus communis, argument splošnega, in je dejansko namenjeno in tudi dano v last in uporabo dejansko vsem. Kar pomeni, da tisti, ki se s tem ukvarjamo, nosimo odgovornost, da zadeve predstavljamo na način, ki ne izključujejo nikogar. Jaz vselej trdim, med otroci, tudi med mladino, tudi že med odraslimi, se nahaja marsikateri genij, ki zaradi določenih okoliščin ni smel priti zraven, ni zmogel priti zraven, premore pa ogromno znanja, ki dejansko dopolnjuje mozaik skupnega. In še enkrat ponovim, svet, narava je nekaj, kar je v lasti, v uporabi vseh nas in ne moremo si privoščiti postavljati zidov, meja in predvsem preprek oziroma zapirati in zaklepati vrat, ker se nam zdi, da bi nas naj nekdo ogrožal. No in v bistvu, kar želim povedati, je, da ta komponenta Ptuja je ta zdrava oblika multikulturnosti, ki ustvari sožitje večjih idej, večjih svetov in dejansko vsi elementi preostalih svetov vselej ostale svetove bogatijo. In bistven ta tempeljski element tega konkretnega mesta pa je pojavljanje in upodabljanje sonca dejansko zelo sistematično, dejansko preračunano in tudi potem z dovršeno simboliko. Kot rečeno, meni kot avtorju je bistveno, da letos damo v obtok informacijo na taki razumljiv, ne predolg način, se pravi z ustrezno dolgim videom, da smo se pridelali tako daleč, da bomo lahko to sedaj s pričetkom naslednjega leta pričeli sistematično publicirati. Z velikim veseljem pa za 30. obletnico to povem. Ptuj kot starosta mest v Sloveniji ni zgolj samo neko staro mesto s starimi hišami, ampak je čudovit arhitektonski spomenik, ki se ga s pravilnim opazovanjem dejansko lahko razbere kot ogromen tempelj, ki ima zgodbo, ob tem pa ima tudi svetišča, konkretna svetišča nagovarjanja boga sonca, ohranjena v bistvu v tistem top merilu v svetovnem oziru. Se pravi, Ptuju lahko rečemo upravičeno mesto sonca,
In že zdaj, ob zaključku leta 2021, vas vabim, da ste v prihodnjem letu in v prihodnjih letih z nami in naj prehod v novo leto oplemeniti tudi to zavedanje. Ptuj je mesto sonca in tudi Slovenija je dežela sonca, kajti v tem projektu Deo Soli boste spoznali zelo zanimivo povezavo med Ptujem, Ljubljano in Piranom, ko bomo potovali od Deo Soli, se pravi Bogu sonca na Ptuju, preko Soli Deo, Ljubljane, obelisk v središču mesta, pri parku Zvezda in potem do Pirana, Soli Deo, Honor et Gloria. Ptuj, mesto sonca, Slovenija, dežela sonca.